V oddaji Glas Evropskega parlamenta nas je zanimalo okrevanje gospodarstva in trendi po COVID-19, ki jo je hitro nasledila energetska kriza. Naš prvi sogovornik je bil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, magister Dejan Židan. Magister Dejan Židan z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, lepo pozdravljeni. Dober dan in hvala za vabilo. Pogovarjava se o okrevanju evropskega gospodarstva, seveda tudi slovenskega, po pandemiji COVID-a, ki mu je žal spet sledila ukrajinska kriza. Koliko je to vplivalo na evropsko gospodarstvo in posledično seveda tudi na slovensko? Žalostno dejstvo je, da je evropsko gospodarstvo v tem trenutku, bi skoraj človek povedal, še v slabšej kondiciji kot slovensko. Slovensko v tem trenutku še kar dobre kondicije. Mogoče vam povem en podatek tako za primerjavo. Recimo leta 2008, če se primerjamo z našim strateškim zaveznikom in krati konkurentom, to so Združenimi državami Amerike, je evropsko gospodarstvo bilo kar bistveno močnejše. Če gledamo v tem trenutku, je evropsko gospodarstvo, ki pa kljub vsemu vezivno tkivo Evropske unije, ki jo imamo radi in jo potrebujemo, je samo še kakšnih 65% ameriškega gospodarstva. Torej, trendi so bili napačni. Nam se je zgodilo, tudi če gledamo Slovenijo, poleg COVID-a, pandemije, ker mislim, da je Slovenija dobro odreagirala, zelo intervencionistično in vse milijarde, ki smo jih dali tudi v gospodarstvo, so omogočale, da ohranimo slovensko gospodarstvo, da ohranimo delovna mesta in tudi standard, ki ga imamo v državi. In jaz ocenjujem, da je to bilo koristno in nujno potrebno. Potem pa nas je še doletela Ukrajina, kriza. Jaz sedaj gledam gospodarski del krize, ki je bil zelo težak, ko recimo cene energije bistveno narastejo, v celi Evropi sicer ne, ampak mi imamo konkurente izven Evrope, imamo Združene države Amerike, imamo Kitajsko, imamo vedno bolj tudi Indijo in še koga ne. Tam pa teh rasti ni bilo. In je v trenutku evropsko gospodarstvo postalo manj konkurenčno, Slovenijo je pa doletela še naravna nesreča, poplave, sicer samo na delu Slovenije, ki prav tako vpliva. Vendar kljub temu je potrebno povedati, da smo imeli lansko leto kljub vsemu rast bruto domačega proizvoda. Začasni podatki mislim, da so 1,6, končni to še niso, to se lahko kaj spremeni, kar je bistveno boljše kot Evropska unija kot takšna. In kot drugo, napoved za letošnje leto je 2 do 3, zdaj nekatere hiše povedo, da bomo rasli 2,2, druge 2,6, 2,7, kar v resnici je dosti dobra napoved. Tisto, kar se slovenskega gospodarstva tiče, je potrebno povedati, da se hitro prilagaja, ima pomembno nizko stopnjo zadolženosti, kar ima neki potencial, da se na krize tudi prilagodi. Tisto, kar je pomembno povedati, lansko leto je ponovno se realno povečala tudi plača, tudi v gospodarstvu. In tisto, kar spremljamo sicer že nekaj časa, slovensko gospodarstvo ima izjemno veliko potrebo tudi po novih zaposlenih, vseh profilov, in to so dobri znaki. Seveda pa je tudi nekaj slabih znakov prisotnih. Zdaj govoriva tudi pred evropskimi volitvami, kar je nekako tudi intencija, da opozoriva na to, da nam bo skupaj vsem lažje, tudi pri gospodarskem okrevanju. Nekako se pojavljajo nacionalizmi in neke težnje po zgolj lokalnih ali pa zaprtih okvirih, vendar pa žal realno gledano to v današnjem času ni možno. Ja, in to je tudi povezano s tem, da v resnici je pravo vezivo Evropske unije gospodarstvo Evropske unije. Zakaj? Zato, ker to je tisto, kar daje Evropska unija še vedno moč. Če mi mislimo, da smo diplomatsko močni kot Evropska unija, se motimo. Če mislimo, da smo varnostno močni, se motimo še bolj. In v tem trenutku, ko evropsko gospodarstvo ne sledi razvoju recimo nam konkurenčnih gospodarstev, to nas kot Evropsko unijo ogroža in se moramo priznati. Seveda potem se vprašamo, a je za Slovenijo Evropska unija koristna. To je vsaka država, državljani moramo vprašati. Je pa odgovor dosti enostaven. Ko ugotovimo, da 3/4 proizvodov, ki jih v Sloveniji proizvedemo, moramo izvoziti in seveda večino izvozimo v sosednje države oziroma neki širši krog, je nam v življenjskem interesu, da tukaj nimamo carin, da imamo usklajene administrativne postopke, standarde in tudi intervencije, ko je potrebno. In to je ena od definicij Evropske unije, seveda ne edina, tako da
Če kdo, se tudi Slovenija mora zelo boriti, da Evropska unija obstane in da se razvija. Ne samo ne edina, je pa temeljna. Kajti, če greva v zgodovino Evropske unije pogledati, je nastala kot EGS, se pravi Evropska gospodarska skupnost. Temelj Evropske unije je gospodarstvo in pri tem se ne gre omejevati. Tako da Dejan Židan lahko rečeva, da Evropska unija, evropske volitve so pomembne tudi za napredek na gospodarskem področju, na marsikaterem drugem tudi, ampak predvsem na gospodarskem področju. Jaz si želim, to je seveda moja osebna želja, da bi na evropskih volitvah pomembno večino dobili ljudje, ki verjamejo v razvoj Evropske unije. Kaj je tisto, kar je pomembno? Mi se le moramo zavedati, da skupaj delujemo lažje, hkrati pa se moramo tudi zavedati, da nekatere stvari pa res moramo spremeniti. Sedaj bom jaz govoril za gospodarskega, ne z drugih vidikov, ker tu tam je marsikaj potrebno spremeniti. Evropa je sedaj, recimo, če povem primer, Evropa je sedaj že nekaj časa v krču, ko ne ve, kako naj odreagira na poteze, ki jih vlečejo naši partnerji, hkrati konkurenti. Pa recimo, ali opazujemo Kitajsko, ali opazujemo Združene države Amerike, ali Indijo, ali katerikoli drugi predel sveta, vidimo, da v tem trenutku vse te grupacije države, velike sile, izvajajo tako imenovano intervencionistično gospodarsko politiko. V Ameriki je recimo ta znan paket, ki se imenuje IRA, torej zeleni paket, ki je vreden $400 milijard. Kitajska je dala samo v prvem koraku v dodatni razvoj čipov 50 milijard državnega in dodatnega denarja iz državnih gospodarskih družb. Ostali podobno počnejo, Evropa pa nič tega ne počne. Ampak zakaj je to pomembno? Ostali deli sveta ciljno za resursi podpirajo industrije bodočnosti. In zato, ker niso podprti samo za tržni mehanizmi, ampak tudi za državnim denarjem, se seveda te industrije razvijajo hitreje. Evropa v tem trenutku na veliko proizvaja samo papirje. Nažalost, intervencije v ciljne dejavnosti, kot recimo proizvodnja čipov, biotehnologija in podobno, teh ciljnih intervencij je v tem trenutku še vedno premalo. Če hočemo držati korak z našimi konkurenti ali celo na posameznih področjih prehiteti, moramo početi podobno, kar počnejo naši konkurenti. In jaz si želim, da bi nove poslanke in poslanci Evropskega parlamenta bili takšni, ki bi razumeli, da je potrebno vse narediti, da Evropsko unijo ojačamo. Po pogovoru z državnim sekretarjem Židanom smo vprašanje o okrevanju gospodarstva po covidni krizi naslovili tudi na direktorja Pomurske gospodarske zbornice Roberta Graja. Po covidu je bilo zelo kratko obdobje, potem pa je prišla energetska kriza, in mi pravimo, ki je posledica geopolitičnih sprememb, ki so se zgodile, in moram povedati, da je zdaj zelo negotova situacija v gospodarstvu. Sicer je gospodarska rast v Pomurju kar lepa, smo se eno zalogo odprej naredili, tudi v časi covida nismo v industrijski proizvodnji glih preveč padli, edino v turizmu. V letu 2022 so se te številke, kar se tiče gospodarske rasti, spet nekaj ustalile, tudi povečale za 20%, ampak vseeno. Mi smo vezani na evropski trg, to je za nas domicilni trg in mi si želimo, da je na tem trgu čim večja gospodarska rast, ampak napovedi niso bili najbolj optimalne. Govorimo o 1% gospodarski rasti, tudi Slovenija ima večjo gospodarsko rast od cele Evrope, tako da če se bo ta trg razvil, če se bo ta trg tudi ukrepil, potem bo tudi naše gospodarstvo prosperiralo. Domicilnemu trgu, to je trg Evropske unije, so znižali odstotek pričakovane gospodarske rasti. Kaj to pomeni za nas? Pa za pomursko gospodarstvo pomeni to, da mi 1/3 dejansko tisto, kar naredimo v naši regiji, izvozimo. Od te 1/3 je več kot polovica Nemčija, Avstrija. Še vedno smo na domačem trgu zelo dobro prisotni, tako da danes na jutri se nekaj hudega zgodilo ne bo. Ampak v tem času si pa resen želimo, da se Evropa ukrepi, da se mi z njo ukrepimo in da gospodarska rast bo spet na takem nivoju, kot je bila, in da bo inflacija padla. Pred nami so evropske volitve, se pravi nov sestav Evropskega parlamenta. Kaj si gospodarstveniki želijo od novega parlamenta, Graj pravi. Mi si predvsem vedno želimo, da se napravi takšno okolje gospodarstvo, ki je konkurenčno. Za nas mi vedno pravimo, da smo konkurenčni v Evropi, Evropa pa mora konkurenčna biti v svetu. Če govorimo o Evropski uniji in domicilnem trgu za naše gospodarstvo, nam bo ob stabilnih razmerah vsem lažje.
Seveda, mi ta trg najbolj poznamo. Ne? Na tem trgu že od nekdaj delamo, ne samo da ga poznamo, tudi investicije, ki so v Pomurju, ki so v Sloveniji, so iz tega evropskega trga, tako da to ostaja naš domicil in pravim, koliko se bo Evropa razvijala, koliko se bo ta trg krepil, tako se bo tudi naše gospodarstvo krepilo. Da bodo gospodarske razmere stabilne, morajo biti stabilne tudi politične razmere. Seveda, vedno. Ne? Bolj je politika stabilna, manj je sprememb, bolj v gospodarstvu lažje delamo. Želimo si torej stabilnih političnih razmer, ki pogojujejo stabilne gospodarske razmere, kar je dobro za naše in vsa gospodarstva Unije. Seveda in seveda želimo si tudi, da bo ta Evropski parlament imel posluh za gospodarstvo. Gospodarstveniki si torej, tako kot prebivalci evropske družine, želijo stabilnih razmer za življenje in delo.